Ja, če lahko komentirate zadnje dogodke v zvezi z magistrico Markež za šolstvo, 37 ur vodilo pomeni magistrske naloge naj bi bilo. Moram reči, da še vedno vem, da je danes 1. april, tako da upam še vedno, da je to prvoaprilska šala. Bojda, da ni tudi dekan fakultete za državne študije. Kaj vi pričakujete od ministrice? Jaz seveda pričakujem, da se kot prvo zelo jasno pove, ali je to prvoaprilska šala ali ni, ker težko verjamem, da takšna huda nerodnost na strani SMC predsednika vlade je možna, tako da še vedno upam, da je to prvoaprilska šala. A ste danes prišli na sestanek tudi vi z gospodom Cerarjem in gospodom ministrico? Ne, jaz sem danes prišel na sestanek, ker me včeraj povabil predsednik vlade, ki je tudi predsednik ene od koalicijskih strank. Jasno je, da znotraj koalicije se moramo pogovarjati in danes se bomo pogovarjali. Lahko povem, kaj bom jaz povedal. Prvo vprašanje bo, ali nas sploh še vidi kot del koalicije, ker to, kar se sedaj počne, izgleda, kakor da se nas odslavlja. Drugič povedal bom, da smo prebrali gradivo, ki ga je vložil proti ministru Janku Veberu in po našem mnenju je zelo slabo pripravljeno in so napačni zaključki, tako da tu ne gre za strokovno gradivo, ampak za politično. In predvidevam, da se bomo pogovarjali, kako se daj naprej. Mi kot koalicijska stranka mislimo, da je bila koalicijska pogodba kršena, to pomeni, da verjetno pričakujemo tudi kakšen koalicijski vrh. Tam pa se moramo pogovoriti. V vsakem primeru pa ne bi želel, da je občutek, da smo mi tisti, ki želimo škoditi interesom Slovenije. Mi nismo. Mi smo resen koalicijski partner, ki pa se zaveda, da je osnova vsega koalicijska pogodba. Kako pa komentirate besede gospoda Erjavca, ki je danes nekako dejal, da sicer Desus pričakuje, da bo minister sam odstopil, ampak da je najmanj verjetna možnost, da bi pravzaprav prispevali podpise za njegovo razrešitev? Desus ne spreminja svojih izjav dnevno, ampak vsako uro, tako da trenutno težko vem, kakšno bo njegovo stališče v četrtek. Je pa tudi sam minister Janko Veber me danes povedal, da bo vesel, če bo tudi dobil možnost, da tudi poslankam in poslancem Desusa razloži svojo plat zgodbe. Namreč te možnosti še ni imel. Tako da to je možnost, da tudi predstavi poslanski skupini Desusa, kaj se je dejansko zgodilo. Poleg tega minister Janko Veber mi danes povedal, da se veseli možnosti, da bo pa lahko svoje argumente zelo jasno, natančno predstavil tudi poslankam in poslancem v državnem zboru. Kaj pa te špekulacije, da naj bi potem, ko bo predstavil ta svoja stališča, da naj bi odstopil pred glasovanjem? Špekulacij je mnogo. Ena od teh je tudi danes bila, da je gospod Janko Veber že postal nekje zunanji minister, niti ne spomnim se, kje, ampak to so samo špekulacije. Čaka se seveda, da se predsednik državnega zbora odloči, kdaj bo sklic izredne seje. Neke informacije so, da bo to že mogoče naslednji teden in potem bo gospod Janko Veber predstavil argumente, ki jih ima in jaz si pa želim, da bodo poslanke in poslanci tem argumentom prisluhnili. Sedaj pa dovolite, ne bi želel, da še eno vprašanje, če lahko. Kaj ste danes na poslanski skupini sklenili oziroma kaj boste predlagali predsedstvu? Poslanska skupina nima pristojnosti, da predlaga predsedstvo. V ponedeljek se je pa srečal kolegi, ta pa ima pristojnost, to je moj posvetovalni organ. Kolegi je enoglasno sklenil, da glede argumentov, ki nam jih je minister Veber podal, da tem argumentom zaupamo. Bili so zelo jasno predstavljeni. Mi ministra Vebra podpiramo pri tem, da ne odstopi, ampak dejansko, da izkoristi možnost, da v državnem zboru pove argumente, ki so dobri argumenti. Da se sestanek imate pa eno na eno? Ja, vse verjetno se vidimo še po tem sestanku. Ne pozabite tudi obsednik na predsedstvo. Prišli na vrsto. Kako to mislite? Ja, ne vemo, da je gneča tukaj danes. Moram reči, da predsednik se je držal dogovorenega, torej pogovarjali smo se 1 uro. Obvestil me je, da nažalost zadeva za šolsko ministrico ni prvoaprilska šala, kar sem si jaz, moram reči, želel, ker je število kadrovskih težav te vlade očitno dejansko zelo veliko. Tudi me je obvestil, da se še danes naprej pogovarja z ministrico in da bo verjetno kakšno odločitev sprejel danes ali pa jutri. Tu mislim, da pri tej zadevi smo lahko dosti soglasni.
Jaz sem pa tudi ponovno mu ponovil, da v bistvu Socialni demokrati smo ministrico podprli z vsemi 6 glasovi v petek v parlamentu, ampak podprli smo jo zato, ker pač moramo zaupati koalicijskemu partnerju in njemu kot predlagatelju. In da predlagatelji imajo svojo odgovornost, ko predlagajo takšne ali drugačne kadre v potrditev. Pogovarjala smo se tudi okrog ministra Janka Webra. Moram reči, še vedno imamo povsem različno mnenje. Jaz še vedno verjamem, da je minister Janko Weber ravnal zakonito, da je delal to, kar more, in tudi pravno mnenje, na katerega se predsednik sklicuje, je tako napisano, da se ga lahko bere tudi kot podporo magistru Janku Webru. Predsednika sem tudi obvestil, da imamo danes predsedstvo. Kakšne bodo sklepe tega predsedstva, bo jasno tudi predsednik obveščen. Da pa tudi mi podpiramo ministra Janka Webra, da v državnem zboru, ko bo sklicana izredna seja, zelo natančno pove argumente, zakaj je ravnal, natančno in argumentirano odgovori tudi na vse očitke, ki se pojavljajo tako iz splošne javnosti, zlasti seveda opozicijske, ki je sedaj pa tiho, ko je naredila to težavo v koaliciji, in tudi predsednikove očitke. Jaz verjamem, da bo minister Weber to znal dobro obrazložiti, potem pa se bodo dogajale stvari naprej. Gospod Židan, ste bliže izstopu iz koalicije ali temu, da ste? Zdaj sam predsednik je povedal, da v nobenem primeru tega njegovega dejanja ne smemo razumeti, kakor da si želi, da stranka Socialni demokrati odhajamo iz koalicije. Jaz smo tudi povedal, da mi to njegovo dejanje razumemo kot kršitev koalicijske pogodbe. Danes se bomo o tem na predsedstvu pogovarjali smo tudi kasneje naslednji teden, ko bo izredna seja, tako da sam na to vprašanje sedaj dejansko ne želim odgovarjati, ker je to kolektivna odločitev stranke. Glede na to, koliko kadrovskih težav ste sami omenili, se pojavlja v tej vladi, je ta vlada še kredibilna? Ta vlada ima ministrice in ministre, še vedno ima koalicijo, ki je sestavljena iz 3 strank. Jaz lahko samo gotovo ugotovim, da kar je najbolj zanimivo, da naša stranka je najbolj trdni člen te vlade. Mi ne spreminjamo stališča iz ure v uro. Mi smo tisti, ki razumemo, zakaj je tudi državo pred političnimi pretresi tudi varovati. Prav tako pa ne razumemo, da v bistvu zakaj si je našega ministra predsednik izbral, da je to tisti minister, kateremu ne zaupa. Mislim, da če bi delal nabor, bi marsikaterega ministra lahko preko takšnega označil. Naši ministri so znani po tem, da delajo v korist države. Je pa ta koalicijski pogovor danes bil dober. Sam bi si želel, da bi to vrstni koalicijski pogovori bolj pogosto potekali. Tudi to so neke vrste osnova za zaupanja. Moram pa tudi povedati, da danes odloča predsedstvo, tudi naslednji teden, verjetno po seji državnega zbora bodo morali kolektivni organi v stranki nekatere stvari odločati. Mora biti pa vsem zelo jasno. Mi ne branimo Janka Webra zato, ker to Janko Weber. Mi v bistvu enostavno želimo ugotoviti, ali se odločitve sprejemajo kar tako politično ali pa zato, ker so dejansko kakšni realni razlogi v ozadju. In pri obrambnem ministru je pač težava v tem, da kakorkoli se obrača, po našem mnenju argumenti govorijo, da je minister počel to, kar mora početi, da je delal zakonito in da je počel to, kar bi verjetno tudi kdo drug moral početi. In tu imamo velika vsebinska razhajanja za predsednikom vlade. Še enkrat je omajena kredibilnost te vlade? Ta vlada še vedno deluje. Kakšna pa je kredibilnost te vlade, pa moramo vprašati volivke in volivce, ki so nas izvolili. Kar se pa tiče nas kot koalicijske stranke, mi se še vedno zavedamo, da smo še vedno del te koalicije in zaradi nas koalicija ne razpada. Mi smo celo tisti, ki več časa opozarjamo, da je treba koalicijsko pogodbo izvrševati v celoti. Lahko znam še nekaj, včeraj je gospod Weber povedal, da v bistvu to nekako zahtevo ali pa nekako pričakuje tudi odgovor iz strani predsednika vlade. Kaj je pa on naredil za zaščito interesov države v primeru prodaje Telekoma? Kaj konkretno je mislil s tem? To bi jaz predlagal, da kar ministra Webra vprašate. Predvidevam pa, da bo minister Weber naslednji teden, če bo izredna seja, postavil še več vprašanj, da to ne bo edina. Koalicijski vrh bo? Ja. Daj. Kakšni? Na to temo. Da sklepate, da bo še koalicijski vrh? Vse koalicijski vrhi so vsak teden, ta teden smo ga že imeli v ponedeljek. Predvidevam, da bo tudi naslednji teden, predvidevam, da ne bo ponedeljek, bo torek, sredo, četrtek, kako bo tudi seja vlade naslednji teden. Torej, v vsakem primeru bo potrebno še dosti pogovorov, ker dejstvo je, da ena koalicijska stranka misli, da je koalicijska pogodba kršena, to mislimo mi, druga koalicijska stranka pa misli drugače. Kaj pa današnje izjave gospoda Erjavca, torej danes je nekako ocenil po posvetu svojim vodstvom stranke, da v bistvu je gospod Weber bil
je ravnal odgovorno, da pa se je zadeve lotil na napačen način. In nakazal je nekako, da naj ne bi podprl razrešitve gospoda Webra. Zdaj, a se bo država ali tega ni hotel špekulirati? Poglejte, jaz si želim, da vse koalicijske stranke, ko se odločamo, ko javno sporočamo svoja mnenja, se seznanimo z vsemi dejstvi, potem pa vsaj nekaj časa, mogoče kakšno uro ali nekaj dni pri svojih izjavah tudi ustrajamo. A ste videli kaj ministrico za šolstvo? Ne, nisem videl. A je ni pol pri gospodu Cerar? Ja, to pa ne, mislim. V pisarni sem bila sama, če to sprašujete. Nasvidenje.